Jure, tekma seveda ni imela tekmovalnega naboja, pa vseeno ni bilo tistega, da ne smete izgubiti. Kako je bilo na igrišču? Pa sigurno je bila ena na nek način sproščena tekma, vseeno pa tudi v garderobi pred tekmo smo se dogovorili, igramo za grb, igramo za Slovenijo in igramo za svoj narod in tako smo mislim, da tudi pristopili k tekmi. Mislim, da smo odigrali eno dobro tekmo. Seveda, želje so zmagati, na koncu nam to za last ni uspelo. Mislim, da pa so vse eni fantje, ki mogoče bila druga, tretja tekma, dokazali in smo mogoče dali selektorju neko širino, da lahko tudi nekako širše pogleda in da lahko vsi skupaj zremo v prihodnost mogoče pozitivno po vseh teh negativnih stvarih. Pogledamo nazaj, 6 tekem, kaj je morda na koncu zmanjkalo? Veliko se je govorilo, da ni bilo tiste prepotrebne energije, da ste morda bili čustveno izpraznjeni po velikem uspehu in nastopu na Evropskem prvenstvu. Kako pa vi gledate v ekipi? Pa jaz mislim, da ta majhna skupina s 4 res je bila vsaka tekma pomembna. Če izločimo Švicarje, ki so res bili na nekem drugem nivoju, so mogoče momenti odločili, mogoče ta moment v Kosovu, ker smo imeli pobudo, ker smo imeli tekmo za zmagati, mislim, da bi se drugače pogovarjali. Tudi v Stožicah bi mogoče oni bili pod večjim pritiskom, tako pa potem spet moment v Stožicah, kjer so hitro zadeli rdeč karton naš in se je vse porušilo. Kako si se počutil na recimo temu novem igralnem položaju, vsa v reprezentanci, stremi v zadnji? Zdaj se je da nekih hudih težav z adaptacijo na to pozicijo nismo. Pa jaz osebno rad igram to pozicijo, tudi v klubu sem začel igrati tudi v štirki štoperja. Rad imam žogo v nogah, rad iščem nekako te pase med linijami, tako da danes sem probal uživati predvsem žogo, potem pač borba brez žoge in z pomočjo Jakata, danes kapetana, ki mi je dosti govoril in tudi z Erikom pred mano mi je bilo delo olajšano in jaz upam, da sem nekako selektorju dal to, kar sem prej rekel, pač neko novo zamisel, idejo, ki bo lahko v prihodnje pomagala. Koliko je mogoče še več obžalovanja zdaj za tisto tekmo s Kosovom, ko ste nekako videli, ali pa ko smo vsi vedeli, da tele Švedi res niso bili na tekmovalnem nivoju, šparali so se, vemo, da jih čakajo seveda kvalifikacije. Zdaj verjetno še malo bolj skeli tisti slab večer v Sloveniji. Pa definitivno, mi bi, če se ne motim, tam bi se približali na točko, ne? In bi bila pol, tako kot sem rekel, tekmo Stožice čisto drugače in potem bi šli na Švede, ki bi mogoče tudi spet imeli samo točko in bi spet igrali mogoče z malo slabšo zasedbo, tako kot danes in marsikaj bi se lahko zgodilo, lahko bi bili res trdno na drugem mestu. Nažalost nismo, ampak za nazaj se ne da popraviti, zremo v prihodnosti in upamo, da Liga narodov najprej, pa potem tiste kvalifikacije spet za Euro. Bomo vsi malo še starejši, malo izkušenejši in da bomo šli dobro v ta tekmovanja. Zadetek po dolgem času, morda najprej nekaj v tem zadetku, ki smo ga vsi verjetno, pa najbolj vi reprezentanti, dolgo čakali. Ja, res, ekipa zdaj neki tekem ni zadela. Absolutno si nisem mislil, da bom jaz tisti, ki bom prekinil ta post, ampak škoda, da ni bil dosti za zmago. Je pa bilo danes pozitivno to, da smo imeli kar nekaj lepih priložnosti za ta zadetek. V zadnjih parih tekmah smo se matrali s tem, danes je pa bilo to malo boljše, tam nažalost nismo še kjer priložnosti več realizirali, ker bi sigurno lažje do konca pripeljali tekmo in ko pa smo na koncu iz prekinitve dobili ta gol in na koncu pika nek realen rezultat dveh reprezentanc, ki ste se mogoče v teh kvalifikacijah dosti matrali. Veliko smo v teh kvalifikacijah govorili, da težko dosegate zadetke. Koliko ste se fantje o tem pogovarjali, kako gledate vi na vse to? Zakaj je v teh kvalifikacijah toliko? Pa, kaj pa vem, to je nogomet, nekdaj v preteklosti si isto nismo ustvarjali ne vem koliko priložnosti, ampak je enostavno neka individualna kvaliteta. Če se spomnimo tistega zadetka od Češkota tukaj na Švedskem, lahko še verjetno 100-krat udariš, pa bo tam mogoče 2-3 šle noter. Zdaj pa je pač prišlo to neko obdobje, ko se ti enostavno zaklene, pa ne gre noter, prej je pa šlo noter praktično vse. V fuzbalu se to vedno nekako pogliha po domače. Nismo pa mi reprezentanca, ki bi si na tem nivoju vsako tekmo priigrala 5, 6, 7 zicerjev.
pa bomo enega, dva že dali. Enostavno te 2-3 priložnosti, ki jih dobiš proti tem reprezentancam, moraš izkoristiti, če hočeš kaj več. Selektor Kek je na novinarski konferenci veliko govoril tudi o tem, o kritikah oziroma preveč nekako negativnih stvareh. Kako pa ste vi morda to doživljali? Ste vi tudi začutili to ali? Pa ne vem, mislim, ljudje dostikrat radi jamramo, ne. Tudi ko je lepo, radi pojamramo. Zdaj, jaz igram v takem klubu, kjer so ti neki pritiski, pa to za našo reprezentanco mačja kaša, kako bi rekel po slovensko, književno. Mislim, da tudi ostali fanti, da so navajeni dosti večjih pritiskov, ne. Trenutno, če pogledamo situacijo Benjamina Šeška, mu absolutno noben ne zavida in enostavno ta poklic, ki smo si ga sami izbrali, ki tudi sami smo si krivi, da smo mogoče lestvico postavili malo višji in to je zdaj pač posledica. Verjetno par let nazaj, tako remi v gosteh proti Švedom, z takimi igralci bi bil dober, velik rezultat, uspeh. Danes je pa nek grenak preokus, ker smo sam remizirali. Mislim, da to pač tudi dosti pove o nas, da smo nekaj dosegli, da smo zdaj pač to letvo postavili malo višje in to je pač trenutno nek status, ki smo si ga zborili, pa tudi mi stremimo k temu, da gremo na gor. In zdaj, nažalost se je zgodilo zadnje obdobje, da je šlo malo navzdol. V športu ne gre enostavno vedno na boljše. Smo pa zato za eno izkušnjo več, izkušenejši, starejši. Tudi sama sestava reprezentanc, če pogledaš, se je v zadnjem obdobju dosti spremenila, da je dosti novih fantov, dosti mlajših, neka menjava generacij se dogaja in vse to skupaj rabi čas, da spet zgleda tako, kot treba. Na momente se pokaže, da imamo kvaliteto, pa sam pač moramo biti pravi, ne. Je pa tudi nek element fizike na tem nivoju, 90 minut zdržati 2 tekmi v 3 dneh z minutažo, ki jo eni imajo, eni nimajo. Enostavno ni bila Slovenija v nekih optimalnih pogojih v zadnjih teh 3 mesecih. Timi, kako naprej, nekaj časa bo zdaj preteklo do naslednjih resnih, da rečemo tako, tekem, nekaj priprav, kakšna prijateljska verjetno. Boste zgradili nazaj to, kar ste imeli, si predstavljaš, da boste držali skupaj? Pa, absolutno. Mislim, klapa smo dobra, neko jedro ekipe še vseeno v nekih najboljših letih, da smo dosti mladi. Morajo se dosti stvari tudi poklopiti za nek uspeh Slovenije, realno. Nismo mi neka velesila. Vemo, koliko cajta smo čakali na neko tekmovanje, upam, da zdaj ne bomo spet toliko časa čakali. Marca bojo prijateljske tekme, to lahko pride prav v tem momentu, da se malo sestavimo, da se malo več da poudarka na izgledu, na igri, na taktiki, da ne bo tega nekega tekmovalnega naboja. Do takrat pa mislim, da je najbolj pomembno, da v bistvu fantje izgledajo vsak na sebe v klubih, da dobro trenirajo, da probamo čim več igrati, pa da pridemo v boljši formi vsak posamezno reprezentanco in potem posledično bo tudi reprezentanca boljše izgledala. Če mi vsi pridemo neki na pol pripravljeni in pa v tako formi, je absolutno za reprezentanco težko, ker nimamo mi bazena igralcev, ki si lahko mogoče drugi večje reprezentance privoščijo, da zbirajo tiste, ki so v formi trenutno, ne. Mi pač smo skoraj skozi isti in moramo se pač prilagoditi trenutnim razmeram. Potem za naprej, ko mislim, zdaj naslednje kvalifikacije so še davčne, vmes bo še ta Liga narodov, pa to vse. Bo zdaj mogoče neko obdobje, ko bomo se lahko malo zazrli v gledalo, pa da delali na teh nekih stvarih, ki zdaj mogoče ni bilo cajta, ker je bilo skozi na bum, pa skozi nek pritisk rezultata. Tako da naslednje leto bo mogoče neka vmesna postaja, pa da spet napadamo Evropsko prvenstvo, vemo pa, da lažje priti na Evropsko kot na svetovno. Znam si potem, da ti nobeno vprašanje ne dela težav, tako da stojite za aktualnim selektorjem Kekom, kakšno je sporočilo slačilnice v tem pogledu? Pa z njim smo dosti dosegli. Zame osebno je ogromno naredil gospod selektor. Tam je pač on v bistvu tudi poklical reprezentanco. Tudi ko mogoče nisem najboljše izgledal, je stal za mano, ne vem, po prvi tekmi proti Danski. Me pol Slovenije je hotelo zamenjati iz prve 11-terice, on pa je me zadržal, pa sem potem proti Srbiji odigral svojo najboljšo tekmo na prvenstvu, mu tudi vrnil z asistenco.
In verjamem, da je tisti moment tudi za mojo kariero in posledično za mojo družino dosti nam pomagal, pa nas dalo v boljšo situacijo. Tako da sem mu hvaležen za vse in dokler bo on, bom jaz dal vsako tekmo vse od sebe. Verjamem, da ostali fantje tudi razmišljajo podobno. Nismo mi zato tukaj, da zbiramo, kaj bo. Verjamem, da tudi se nekaj njega osebno bo vprašalo, kakšne so želje, koliko je kaj motivacije. Mora se pa zavedati, da bo slačilnica vedno za njim stala. Tako kot je tudi on stal za nami, ko mi nismo pravi nas medijsko zaščiti, pa je on tisti prvi, ki prevzame odgovornost. Mislim, da je vseeno neko uspešno obdobje za nami. Za naprej pa bomo videli. No. Tako kot sem rekel, zdaj je kar nekaj mesecev, 4 mesece do marca. Teda mislim, da se s temi odločitvami pa s temi vprašanji ne rabi nikamor muditi, ker danes ne bomo nič rešili. Tako kot sem rekel, do naslednjih kvalifikacij je v bistvu še več kot 1 leto in kakšni podobi pa s kom bomo takrat bomo pa videli.